Gospa Kutin, vi ste mi največji izziv. Ker kako definirati vas kot podjetje oziroma kot panogo, v kateri nastopate? Mi vemo, da od nekje morate prihodke dobiti, da nekje imate konkurente. Ampak kako bi vi rekli, kakšna panoga je to? Ja, moram reči, da sem končno dobila tudi eno takšno vprašanje, ne? Ker, ne vem, doskrat gledajo na nas, kot da smo neke vrste angelčki, ne, ki ne rabimo nič, ne. Sam rezultati pa morajo biti, ne, ja, tako približno, ne. Tako da se občasno malo pohecam, pa pravim, da takrat, ko bomo izumili svet brez denarja, ne, imamo pravico za Nobelovo nagrado za ekonomijo, ne. Mislim, nažalost pa sveta brez denarja nismo izumili, ne. In ne boste verjeli, ne, jaz sem po izobrazbi ekonomist in sem dala z vzpostavljanjem Zveze potrošnikov pa njenega inštituta skozi eno zelo trdo šolo podjetništva, ne, na neprofitni osnovi. Ne boste verjeli, ne, da to tudi obstaja, da so celo rezultati vidni, ko začneš iz nič, ne, ko vsi mislijo, da moraš delati brez denarja, no, ampak ko se pa pogovarjaš o dejstvih, morajo pa ta stati, morajo biti preverjena, morajo biti prava, ko se pogovarjaš recimo o finančnih pogodbah z bančniki, ne, tudi ne moreš mlatiti prazne slame, če greš recimo sprožiš sodni spor, pa greš tožiti največjo banko v Sloveniji, ki še v državni lasti tudi tukaj, a veste, to niso več heci, ne, in zdaj pa kako pa to opredeliti, ne, kot podjetje oziroma kot neprofitno organizacijo, ne, obe sta neprofitni, ki morata pa zagotoviti delavcem denar, ki morata pokrivati stroške, pa se še razvijati naprej, ne. In če bi naredila kot ekonomist poslovni načrt za revijo VIP, ne, nekateri jo zdaj že poznate, ne, mislim, da je nikoli ne bi bilo, ne. Zaradi tega, ker potem bi se toliko ustrašila tistih številk, ki bi bile na papirju, ne, da bi videla, da preprosto se ne izide. No, ampak danes pa že imamo nek medij, ki ga vsaj tisti, ki ga poznajo, zelo visoko ocenjujejo, tam ocene so 4, malo pod 4, glede, če je zaupanja vreden, neodvisen in tako naprej. Imamo Zvezo potrošnikov, ki jo pozna 91% Slovencev, ampak to vprašanje, kako se preživljamo, pa še zmeri ne boste verjeli, to je pa edina stalnica, ki jo jaz skozi imam, od samega začetka, ne. Edina gotovost pa nas je negotovost, ne, in zelo veliko improviziramo, kar se financiranja tiče, imamo sistemskega financiranja približno 20%, nič več. Zveza in inštitut skupaj je 20 ljudi, kar je, to je tistih, ki direktno delajo v organizaciji, ki so na nek način povezani z njo, pa je pa še približno taka številka na najrazličnejše povezave, outsourcinga, pa to, kar se pač danes dela, da imamo enih 18% iz članarine, ne, smo daleč od tistega, član je namreč lahko vsak posameznik, pa ne pričakujemo, da se bo aktivno angažiral, ampak da pač podpira delovanje organizacije in zato dobiva ne samo revijo, ampak tudi nasvete, pa pravno pomoč, tudi nasvet odvetnika in tako naprej. In da smo tisto, kar je na drugih področjih samo po sebi umevno, da zelo, zelo počasi oblikujemo neko interesno skupino. Namreč vsi mi smo potrošniki in pokojni predsednik Kennedy, takrat, ko je oblikoval pač tiste njegove besede okrog prvih potrošniških pravic, rekel, da smo tista skupina, ki najbolj vpliva, na katero najbolj vplivajo, katere glas se pa najmanj sliši. Zaradi tega, ker smo pač kot skupina izjemno razpršeni. In kako to zoblikovati kot interesno skupino, je velik, velik izziv. Jaz te energije, ki jo imam, ne bi imela, če ne bi imela zelo dobrega zgleda iz tujine. Namreč tam sem preprosto videla, ne samo, da se to da, ampak da so potrošniške organizacije izjemno, posebej govorim zdaj o razvitem Zahodu, profesionalne, visoko razvite, z velikim članstvom. Zakaj? Zato, ker ljudje ne pričakujejo, da jim bo nekdo kar nekaj dal, ampak da je vse v življenju neke vrste daj dam. To se pravi, da če pričakuješ, da boš nekaj dobil, moraš nekaj tudi dati.
In to je ta osnova. No, financiramo se več kot 60%, to pomeni iz projektov. Projekti so pač tisti, ki so v nekem danem trenutku na razpolago. V zadnjem času jih je majčkeno več v Sloveniji, kot jih je bilo v preteklosti, ampak še zmeraj imamo, če pa gledam strukturo financiranja, več kot polovico. So to evropski projekti, delamo tudi določene stvari, ki jih, če bi imeli dovolj denarja za naše osnovne prioritete v Sloveniji, verjetno ne bi delali, so pa zelo koristne zato, ker smo se naučili, kako se vodijo informacijske kampanje, komunikacijske kampanje, kako je potrebno zoblikovati določene informacije, da jih ljudje razumejo. Tako da recimo smo prisotni zelo močno z našo aktivnostjo v novih članicah. To so pač projekti, ki jih dobivamo na razpisih, tako kot katerakoli konzultantska hiša. To me je zelo presenetilo. Jaz, če sem iskren, sem mislil, da veliko večji delež financirate z, ne bom rekel, donacij. Donacij sploh ne smem, ne bom rekel donacij, sem mislil iz proračunskih virov. Ne, se pravim, edini daljši proračunski vir je koncesija za revijo, namreč v okviru naše zakonodaje smo pač uspeli, da je informiranje javnosti neke vrste javni interes, ampak če bi vam povedala, kakšni so to zneski, pa vsi tisti, ki se ukvarjate z izdajateljsko dejavnostjo, boste videli, da so to še vedno smešni zneski, ampak kljub temu korak za korakom vlagamo tudi v revijo, kombiniramo različne projekte, da potem iz projektov dajemo še določen denar za testiranje. Zelo pomembno sodelovanje je na mednarodni ravni, namreč velike potrošniške organizacije, to so pa recimo Britanska potrošniška organizacija, ki je soustanovitelj našega inštituta. To mi je najbolj zanimivo, ker morda še ena heretična misel, ampak med vsemi, ki sedite tukaj, ste vi edini monopolist. Ja, oprostite, tak monopol je de facto odprt vsakmu. Zato, ker, zakaj pa ni drugih? Zato, ker se tukaj cedita med in mleko. No, ampak dejstvo je, da se mi... Krasno da zaslužiti. Smo si obgradili kitajski zid in smo rekli, ne, to je pa naše. Ne boste verjeli, mi imamo kljub temu na tem našem področju smo monopolist, kar se tiče dela, ne pa kar se tiče porabe javnih sredstev. Hvala za enkrat za tale prvi del.